Dobro jutro iz Foče. Evo, takole je videti ta Foča. Obmorsko mesto. Ki me pa sicer malo jezi, ker ni interneta. Zdaj zjutraj sem spet šel v tisti hotelček na kavico. To je drug hotel, ne v tistem, ki spim. Ki je včeraj nekako normalno internet delal, urco pa pol je pa crkno. Sem rekel, grem pa zdaj zjutraj. Še par video bi mogel gor uploadati, pa bi pol lahko video zmontiral. No in delal internet približno, 15 minut, pol pa spet vse umrlo. V mojem hotelu je pa internet tako počasen, kot pri nas pred 20 letom. Tako da to me drugače malo jezi. Drugače pa takole, ko pogledaš, bi rekel malo Hrvaški podobno. Sam je na Hrvaškem morje majčkeno tak bolj čisto, bi rekel, bolj bistro. Čeprav tudi zdaj tlele ni slab. Zjutraj, včeraj zvečer je bilo pa kar malo umazano. Evo, s trajektom gremo v Evropo, sem to v Dardanelah. Nisem vedel, da je trajekt, sem mislil, da bo thank you. Sem mislil, da je most, ker Turki so kar sposobni in se mi čudno to zdi, da niso naredili. Evo, zdaj sem zaparkiral. Je pa cena 7 evrov tole, da te čez pripeljejo, se pravi z Azijo v Evropo. Prihajam v Evropo. Tole, kar vidite na oni strani, je že Evropa. Tamle je ena zelo velika ladja, ki pelje zgleda v Istanbul. No, tamle na onem koncu je pa Azija. Sedaj sem ene 50 km od kraja, kjer sem prečkal s trajektom tole ožino, Dardanele. Se pravi, sem šel iz Azije v Evropo. No, zdaj teh 50 km naprej, ker sem videl tukaj pa en ogromen most. Tako da zgleda, da ni bilo nujno, da bi jaz šel po tam s trajektom, ampak bi šel lahko tudi čez tale most. Dober, ampak jaz za tale most nisem vedel, pa sem raj tam čez šel za vsak slučaj. No, zdaj, ki pa malo ga gledam, malo na bližji, moram pa tudi reči, da nisem pa prepričan, če sploh že promet poteka po njemu. Ne, po mojem ne poteka, ker vidim tukaj, lejte, na stebru gor je celo žerjav. Tamle se vidi, lejte, ta zadnji steber, oziroma ni ta zadnji, vidite, še nekaj dela, tako da to ni, gotovo še ni v promet spuščeno. No, je pa most ogromen, tako da znajo Turki narediti takele stvari. Evo, lejte, če pogledamo. Ta most sem že pred 10 kilometrom videl, ne. Res ogromna zadeva. Dobro jutro. Evo, mene že skoraj doma. No, do doma imam še slabe 2 urce. Zdaj, točno približno 24 ur sem potreboval, da sem naredil 1950 km. Včeraj sem nekje okoli 11. ure štartal iz Foče, pa ne te Foče v Bosni in Hercegovini, ampak v Turčiji. 1950 km je bilo za narediti.
po Google mapi mi je kazalo, da bo to majčkeno manj kot 20 ur trajalo, ampak to sem jaz vedel, da bo več, zato ker na carinah se običajno več čaka, kakor ta Google kaže, pa tudi na splošno jaz skoraj zmeraj več časa porabim, kakor mi Google kaže. No, vozil sem skoraj neprestano, razen 2 urce sem šel vmes v Srbiji, pa sem bil zaspan in sem šel spat v avtu. No, drugače sem sicer mislil, da bom prespal nekje v Srbiji, pa pol nadaljeval pot, ampak ker sem se nekako čutil spočitega, sem pa rekel, nič grem, pa še rekel sem, fino je, da prečkam srbsko-hrvaško mejo čim bolj zgodaj zjutraj, ko ni gužve, ker znalo bi se jutri nedelja, bi se znala gužva narediti, no. Sem na tej meji že čakal tudi 10 ur, tako da ne riskiram zelo veliko. Mislim, ne riskiram rad. No, tako da prihoda domov se veselim. Lepo je bilo iti, lepo je tudi priti domov. Veselim se, ko bom videl svoje žvalce, mojo lučko, vse mucke, seveda nečake. Nečaka imata celo 2 nova mucka, ko me čakam, da jih grem pogledat. Seveda tudi mamo, veste, da imam mamo jaz naraj na svetu. Zdaj tudi lepo je domov prideti, čeprav jaz sem od doma šel iz poletja, dobesedno z vročega poletja, prišel sem pa v neko turobno jesen, saj danes to tako kaže. Meni tle kaže 9 stopinj pa pol, dež majčkeno rosi, tako da ne glih najbolj prijetno, no. No, pol pasalo bo kaj domačega pojest, čeprav je bila hrana posod zelo, zelo dobra, ampak se veste, domače je domače, ne? Kaj vem, falila mi je solata, ta na naš način narejena, tako da to se zelo veselim. Upam, da je še domač paradajz, da bom paradajz solato pojedel, pa neke take domače stvari, no. Se zdaj niti ne spomnim kaj, ne, ampak bom z veseljem zdaj nekaj časa doma jedel. No, me pa čaka v službi dela toliko, da ko se pa to spomnim, me pa majčkeno glava zaboli, ampak logično, se me 25 dni skoraj ni bilo, tako da bo treba noter prinesti, čeprav večinoma ali pa kar vse sem je že prej noter prinesel, ker sem pa delal sobote, nedele po 15-16 ur, tako da sem kar prinesel. Sem si tale potovanje, ne da bi sam sebe kaj hotel hvaliti, ampak sem si ga res zaslužil. No, najbolj važno, kaj moram na koncu povedati, to je pa res najbolj važno, je pa to, da se res iskreno zahvalim vsem, ki ste me spremljali. Glejte, pojma nimate, koliko mi to pomeni. Res. Jaz to rad delam, te videoposnetke, in mi je to nagrada, če vidim, da vi to gledate. Pa še toliko ste mi lepih komentarjev napisali, tako da res sem hvaležen. Res sem hvaležen. Vi se večinoma v komentarjih meni zahvaljujete, ker to delam, ampak glejte, jaz se bolj vam zahvaljujem. In tudi mislim, da se moram bolj jaz vam zahvaliti, kakor vi meni.
Tako da res, tu sem res hvaležen za vsak ogled, za vsak komentar, za vsak všeček. Res, glejte, to mi je res že tako lepo potovanje še polepšalo in res ste mi nekaj dali, ki si sploh ne zavedate, kaj ste mi dali. No, me pa seveda naprej na YouTubu spremljajte tudi še zdaj, ki bom šel na kakšen izlet po Sloveniji. Upam, da bo kakšen vreme. Tako da to bi bilo to, kar samo zapovedati. Zdaj pa gremo naprej. No, drugače vam pa želim vse najboljše v življenju, naj bo vam vse teče tako, kakor si sami najbolj želite, kakor je za vas najboljše. Bog ne daj, da imeli kakšne težave z boleznijo. Res vse najboljše vam želim. To je pa to, če bom še malo naprej govoril, bom mogoče že preveč filozofirati začel, tako da še enkrat hvala, pa lepo se imejte.